Lep pozdrav vsem skupaj. Z današnjim dnem je svoje delo začela preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi. Imeli smo tako javni del, kjer smo se seznanili z ustanovitvijo te preiskovalne komisije. Skratka, šlo je za neke podrobnosti, kjer je bilo tudi našteto, s kakšnim namenom se je ta preiskovalna komisija ustanovila. Več o tem ne bi, glede na to, da so pač stvari jasne. Gre za preiskavo sumov zlorab pravosodja, sumov vplivanja na policijo, na tožilce, na sodnike, glede na vso dokumentacijo, ki jo že imamo, ne glede na vse, kar ste tudi že mediji poročali, in glede na dokumentacijo, ki jo tudi še pričakujemo. Tako da smo sprejeli potem na tajnem delu, kolikor lahko povem, sklep o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanj. In sicer, da preiskovalna komisija za namene preiskave zbere naslednje gradivo. In sicer, od Policijske uprave Maribor zahtevamo, da predložijo vso dokumentacijo, ki se nanaša na zadeve Franca Kanglerja. Od Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru zahtevamo, da predloži vso dokumentacijo, ki se nanaša na zadeve Franca Kanglerja. Od Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije zahtevamo, da predloži vso dokumentacijo, ki se nanaša na zadeve Franca Kanglerja. Od Okrožnega sodišča v Mariboru zahtevamo, da predloži vso sodno dokumentacijo, ki se nanaša na zadeve Franca Kanglerja. Od Okrajnega sodišča v Mariboru zahtevamo, da predloži vso sodno dokumentacijo, ki se nanaša na zadeve Franca Kanglerja. Od Vrhovnega sodišča Republike Slovenije zahtevamo, da predloži vso sodno dokumentacijo, ki se nanaša na zadeve Franca Kanglerja. In pa od Arhiva Republike Slovenije zahtevamo vso arhivsko dokumentacijo, v kateri se omenja nekdanjega agenta Službe državne varnosti Janeza Žirovnika, ki je danes sodnik. Kar se tiče ostalih dokaznih sklepov, nekaj materiala, kot sem že rekel, smo zbrali že do sedaj. Tako da je preiskovalna komisija znotraj predmetne parlamentarne preiskave vpogledala v naslednje gradivo, ki bo še tudi podlaga za prvo zaslišanje, ki ga bomo imeli v ponedeljek. In sicer magnetogram prvega nadaljevanja 12. nujne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti z dne 20. januar 2016. V magnetogram prve točke dnevnega reda 8. seje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb z dne 10. april 2019. V magnetogram druge točke dnevnega reda 11. seje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb z dne 4. junij 2019. V knjigo Zorana Šariča, Županov boj, Franc Kangler, zakulisje osebne in politične apokalipse, založba Zorstajl, Maribor 2018. V gradivo Kangler Franca, ki je v sistemu UDIS, spravi ta interni sistem državnega zbora, in pa v gradivo Franca Kanglerja z določeno številko z dne 17. oktobra, ki je pa nov pogled v varnostnem območju v arhivu preiskovalne komisije. Hkrati smo tudi že sprejeli sklep, da je na seznamu prič oziroma na seznamu zaslišanih zaenkrat ena in edina oseba, tako da v ponedeljek ob 8. zjutraj bo prvo zaslišanje in kot prvi bo kot priča nastopil Franc Kangler. Na podlagi vsega tam povedanega se bo kasneje potem komisija sestala tekom že prihodnega tedna, kljub temu, da je sej državnega zbora, se lahko zjutraj ali po seji dobimo, kjer bomo tudi sprejeli sklep o dodatnih vabljenih pričah. Verjetno se vam zdi malo nenavadno, da je komisija že po 14 dnevih ustanovitve začela z zaslišanji. To je pač način mojega dela. Če mi je zadana neka naloga, potem je to potrebno opraviti hitro, učinkovito in pa seveda v skladu z vsemi pravili, ki v tej državi veljajo. Zaradi tega nisem odlašal in glede na gradivo, ki ga že imamo, smo sklicali danes prvo sejo in v ponedeljek že začenjamo zaslišanji. Mogoče je tukaj sicer delo malo lažje za razliko od ostalih komisij, ker vendarle, ko govorimo o komisiji Jerneja Vrtovca, ki preiskuje DUTB, tam je treba mesece in mesece čakati, da se kdo zgane in pošlje kakšno gradivo.
ko govorimo o preiskovalni komisiji Jelke Godec, je tudi potrebno mesece in mesece čakati, ne, da iz zdravstva kaj dobijo. Ne. Ko govorimo o preiskovalni komisiji Anja Möderndorfer, se pa mesece čaka, pa nič ni. To je itak tema za kakšno drugo tiskovno konferenco. Skratka, mi smo danes začeli, v ponedeljek pa začenjamo s prvimi zaslišanji. Vsakdo lahko tudi od članov komisije in pa nadomestnih članov predlaga dodatni seznam prič, ki bodo vabljene. Skratka, zadeve smo se danes resno lotili in tako jo nameravamo peljati tudi v prihodnje. Zdaj pa, če so kakšno vprašanje, sem na voljo. Danes imamo samo preiskovalno komisijo. Ja, mene zanima, Katarina Golob, RTV Slovenija, mene zanima, tožilstvo se je obrnilo na Ustavno sodišče, to je prva stvar, bi prosila za komentar, in pa samo opozicija je v bistvu ste člani, ne, kako resno ne potem javnost jemlje to preiskovalno komisijo? Zdaj, kar se prvega tiče, ne želim špekulirati o odločitvi Ustavnega sodišča, je pa dejstvo, da imamo mnenje Ustavnega sodišča iz leta 1994, ki je jasno pravi, da akt o odredbi parlamentarne komisije ne more biti predmet presojanja Ustavnega sodišča. Prav tako je več mnenj, da tožilstvo ni del sodne veje oblasti, ampak je tako kot policija del izvršne veje oblasti. Po drugi strani ni neke jasne ločnice med temi vejami oblasti in mora obstajati tako imenovani checks and balances. Samo dva primera. Ustavno sodišče je ustanovilo občino Ankaran. To je lahko razlaga, da se posega v zakonodajno vejo oblasti. Lahko pa je to razlaga, da Ustavno sodišče popravlja nekaj, kar je narobe naredila zakonodajna veja oblasti, oziroma niti ni naredila. Hkrati je Državni zbor tisti, ki imenuje sodnike. Potem bi že lahko to imeli za vmešavanje v pravosodje oziroma za vmešavanje v sodstvo. In tukaj ne gre za nič drugega kot to, da zakonodajna veja oblasti, znotraj katere je mogoče ustanoviti preiskovalno komisijo, ugotavlja, ali je prišlo do kakršnihkoli zlorab policije, tožilstva in pa ostalih organov, ki so bili vpleteni v te sodne postopke, predvsem pa kako je bilo glede politične odgovornosti nekdanjih in pa sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki so odgovorni za nadzor nad izvajanjem nalog in pooblastil policije. Se pravi, preiskovalna komisija deluje tudi to, kar je njeno poslanstvo, da ugotovi politično odgovornost, ne? Ker mi smo vendarle politični organ. Kar se tiče te vaše druge točke, se pravi, da je samo opozicija v komisiji, ne tudi koalicija. Vse stranke so bile pozvane, da imenujemo svoje člane v parlamentarno preiskovalno komisijo. Ugotavljam pa žal, da so imenovali svoje člane samo tiste stranke, ki se ne strinjamo z zlorabami pravosodja. Vse tiste stranke, ki se strinjajo z zlorabami pravosodja in imajo od tega celo koristi, pa pač tega niso podprli. Razumem pa recimo, da kakšna stranka Modernega centra težko podpre takšno preiskovalno komisijo, kajti v štabu njihovega županskega kandidata je bil tudi sodnik, ki je globoko v problemih v tej konkretni zadevi, in to je Janez Žirovnik. Tako da vse stranke, ki niso vstopili v to parlamentarno komisijo, očitno branijo to pravosodje še naprej in si želijo njegovih zlorab tudi v prihodnosti. Dobar dan, Denis Malačič, Planet TV. Vem, da ste rekli, da drugih tem ne boste komentirali. Pri tem ustrajam. Lahko pa vsem vprašate. Zanima me, kako komentirate zdaj te nove razsežnosti o aferi